En lep pozdrav, moje ime je Tina Jeroman, jaz sem športna psihologinja in danes se bom z vami družila slabo urico, pogovarjali pa se bomo o tem, kaj je zdrav življenjski slog in kako se motivirati za gibanje. Predavanje je namenjeno predvsem tistim zaposlenim v vrtcih, ki se sicer gibajo skozi dan, imajo zelo tak poklic, ki je poln gibanja, aktivnosti, ampak kljub temu ocenjujemo, da je tisto zdravo gibanje, ki ga naredimo samo zase in s tem namenom v mislih. Toda dobrodošli, da kakšne komentarje napišete v nadaljevanju. Predavanje je tudi mišljeno tako, da je vmes nekaj aktivnosti, tako da vmes si lahko video vstavite in naredite aktivnosti, ki bodo pa zelo prijetne in preproste. Se pravi, začnimo z ozadjem, Vsi vemo nekaj o tem, kako pomembno je gibati, vsi vemo, kako pomembno je iti ven, ali to, da kaj naredimo za to. Pridejo slabi dnevi, pridejo težki dnevi in prva stvar, ki jo ponavadi opustimo, je ta del dneva namenjen rekreaciji. Rada bi vam govorila o tem, zakaj je dobro, da smo telesno dejavni, kako to vpliva na naše počutje, na naše zdravje in tudi na naše zdravje kasneje v življenju, pa predvsem kako izstopiti iz začaranega kroga vključevanja in opuščanja. Tipični razlogi za opuščanje so pomanjkanje časa kot prvi, previsoka intenzivnost vadbe kot drugi, poškodbe kot tretji, ponavadi posledica pretiravanja ali pa nespametne vadbe in kot četrti razlog je v literaturi naveden pomanjkanje užitka. Se pravi, vadbo, v katero smo se vključili, nam ne nudijo več užitka. Kako ste dejavni, koliko ste dejavni, boste lahko v drugem delu predavanja tudi izmerili s kratkim vprašalnikom. Zakaj se nekateri vedno gibajo? Nekateri ne znajo povedati, vedno so se gibali in vedno se bojo. Se rekreirajo, hodijo na razne vadbe, menjajo športe, v športni skupini najdejo družbe. Tisti prvi pravijo, da brez svojega športa sploh ne morejo živeti, užitek po treningu je za njih nenadomestljiv in si življenja brez redne vadbe, brez vsakodnevne vadbe ali pa vsaj vadbe vsak drugi dan res ne morejo zamisliti. Kako se oni počutijo, si lahko zamislimo tako, da se spomnimo svojega otroštva in tega, kako smo se gibali, ko smo bili otroci. Se pravi, ko smo se gibali z veseljem in spontano, kakšni so bili ti občutki, no tako se počutijo ti ljudje, ki si ne morejo predstavljati življenja brez gibanja. Za vse ostale pa vemo, da smo se sčasoma zasedeli in kako se je to zgodilo, to je zelo težko odgovoriti. Vemo pa, to pa zagotovo vemo, da smo kot otroci vsi uživali v gibanju, se pravi, ta užitek je znotraj nas. Če pogledamo še mogoče, kaj se dogaja v športu, v vrhunskem športu, tekmovalci nimajo problemov s tem, da se motivirajo za trening. Njihov namen, njihova vloga je, da brusijo svoje sposobnosti za vsak nastop, včasih več let za en nastop, ki mogoče ne traja niti minuto, mogoče da premagajo nekaj milimetrov. Se pravi, ne postavlja se vprašanja, a bo šel na trening ali ne, ampak se sprašuje, kako bi čim bolje opravil vsak posamezni trening, kaj lahko še naredi za svoje telo, kako se lahko čim bolj pripravi na nastop. In vrhunskega športnika vodi ta močna želja po rezultatu, po dokazovanju, hkrati pa povedo tudi, da uživajo v svojem športu. Se pravi, dokler športnik uživa v tem delu, bo naredil čisto vse, da bo dosegel čim boljši rezultati. Pripravljeni so storiti zelo veliko, da bodo dosegli oziroma uresničili svoje cilje. Na drugi strani rekreacija pa je po svoji definiciji vadba, ki človeka sprosti, ga začasno odmakne od vsakodnevnih skrbi in deluje razbremenilno. Se pravi, v rekreaciji iščemo motive popolnoma drugje kot v vrhunskem športu. V literaturi so zelo jasne ugotovitve, da je motivacija za redno vadbo, tako vadbo, ki bi prinašala neke blagotejne učinke za telo in dušo, oziroma duha, oziroma mentalno zdravje, je motivacija za tako vadbo je pogosto šibka oziroma popusti. Trenerji, psihologi, pa tudi sami rekreativni
športniki, pa še posebej organizatorji različnih rekreativnih dejavnosti, vsi se sprašujejo, kako motivirati ljudi, da se vključijo v redno vadbo in da vztrajajo v njej. Se pravi, kako že vključene v vadbi obdržati. Se pravi, to so pogosta vprašanja in nič nenavadnega ni, da se jih vsak od nas občasno zastavlja. Preden začnemo govoriti o motivih pa vrednotah za vadbo, poglejmo najprej, kaj je na drugi strani, v vsakodnevnem življenju. V vsakodnevnem življenju je zelo močno prisoten stres. Stres je iz dneva v dan, iz leta v leto, ogromen, vedno bolj ga je čutiti, ves čas smo pod nekim stalnim pritiskom, da moramo biti produktivni, da moramo narediti več ali pa vsaj še malo več kot drugi. Imamo neskončno število nalog in opravil, ki nas ves čas preganjajo. In ta pritisk je gojišče za občutek preobremenjenosti, za nabiranje stresa in posledično občutke tesnobe. Nažalost velja, da bolj ko smo preobremenjeni, manj smo produktivni. Se pravi, sredi žongliranja s številnimi odgovornostmi se počutimo nemočne, nebogljene in tipična človeška reakcija je, da se začnemo izogibati nalogam. Se pravi, čaka nas veliko nalog in namesto, da bi se lotili ene po eno, nas začne prevzemati ta občutek nemoči in z nalogami začnemo odlašati. Kaj je stres? Po definiciji gospod Sejle ga je že zelo zgodaj definiral in sicer ga je definiral kot nespecifični odgovor telesa na kakršnokoli zahtevo. Se pravi, katerikoli dražljaj iz okolja, kakršenkoli odziv na katerikoli dražljaj iz okolja. In vsak tak dražljaj bo na človeka vplival. Zdaj, kako bo vplival negativno ali pozitivno, na ta način ločimo stresorje, ki nam škodujejo in stresorje, ki nas spodbujajo. Nas danes zanimajo seveda stresorji, ki nam škodujejo, ker kot posledica stresa smo rekli je izogibanje in opuščanje gibalnih aktivnosti. Se pravi, tipičen odgovor telesa na nek zaznan negativen stresor je nek negativen odgovor. Torej, dejavniki iz okolja bodo vplivali na nas, ampak skozi to, kako smo mi ocenili situacijo. Se pravi, če smo mi ocenili situacijo kot neprijetno, stresno, negativno, bo to na nas zelo močno vplivalo in bolj kot bomo mi ocenjevali situacijo kot negativno, bolj bo spet ta stresor vplival na nas. Pomembno je, da se zavedamo, da je med posameznikom in stresorjem torej neka reakcija. Takrat, ko bomo imeli občutek, da se mi z zahtevami ne moremo spoprijeti učinkovito, se pravi, stresor bo pred nas postavil neke zahteve in mi se s temi zahtevami ne zmoremo učinkovito sprejemati in takrat se pojavi ta tako imenovana stresna reakcija. Recimo, če bo športnik dobro pripravljen za tekmo, se bo tekmo zaznaval kot nekaj pozitivnega in se bo optimistično spoprijemal z nasprotniki. Če bo imel občutek, da ni pripravljen, bo imel več treme in potem bo gotovo prišlo do teh trenutkov, ko bo videl, da se ni sposoben spoprijeti z nasprotniki in posledično bo slabše nastopal. Poleg samega doživljanja stresa je pomembno, da vemo, da se tudi časovna komponenta pri stresu zelo pozna. Se pravi, dlje ko traja stres, dolgotrajni stres, dolgotrajni vpliv nekega stresorja bo bolj negativno vplival na človeka kot enak stresor, ki bo trajal samo kratek čas. Dolgotrajni stres imenujemo tudi kronični stres in ta stres zelo negativno vpliva na naše zdravje. Vse hočete verjeti ali ne. Se pravi, zaradi stresa hitreje zbolimo, to vpliva na naš imunski sistem, da postaja vedno bolj šibek in zaradi stresa naredimo tudi več napak pri svojem delu. Zdaj, kaj je značilno za kronični stres? Stalno povišana količina kortizola in zaradi te stalno povišanega kortizola se dogajajo presnovne spremembe in posledično bolezni, kot so sladkorna bolezen, zvišana raven maščob, holesterol in debelost. Potem zato, ker imamo zmanjšano sposobnost odziva imunskega sistema, posledično lahko dobimo razne bolezni, ki mogoče same po sebi niso tako nevarne, ampak ker je naš imunski sistem slabši, bolj močno reagiramo na neke viruse iz okolja. Potem so pa tukaj še psihični znaki stresa, ki se kažejo kot napetost, razdražljivost, slabšanje v spominu, slabša koncentracija, pomanjkanje volje,
slaba organizacija oziroma neorganiziranost, težave s spanjem, težave v medosebnih odnosih, težave v medsebojni komunikaciji, občutek nemoči, tesnoba in tudi depresija. Najboljša podpora duševnemu zdravju pa je gibanje. Tukaj imam sličico mojih rekreativcev z bazena, ki vas zelo lepo pozdravljajo. In gibanje in večkratne izkušnje, literatura nam govorijo, da je gibanje zelo pomembno in da ima velik vpliv na kakovost življenja in je idealno sredstvo za uravnoteženje. Se pravi, da uravnotežimo vsakodnevne zahteve, delo, stres in na drugi strani gibanje, druženje in sprostitev. Se pravi, gibanje vpliva na fizično, pa tudi na psihično blagostanje. Ne samo, da se po nekem treningu ali pa po tudi neki blagi fizični aktivnosti počutimo bolje, smo bolj umirjeni, počutimo se razbremenjene in tudi te mentalni občutki, kot je občutek stresa, zmanjšamo občutke stresa, znižamo občutke negotovosti. Skratka, vse tisto, s čimer se v vsakodnevnem hitrem tempu prepogosto srečujemo, na uravnavanje tega blagotejno vpliva gibanje, rekreacija, katerokoli gibanje seveda. Se pravi, kako najti to motivacijo za gibanje? Tako težko se spraviti v gibanje, tako težko najdemo motivacijo, da bomo redno gibali. Pa poglejmo mogoče najprej, kaj je to motivacija. Po definiciji je motivacija, to so k cilju usmerjeni razlogi za določeno vedenje, to vedenje pa vzbudijo in združujejo določene potrebe. Se pravi, začutimo neko potrebo, potrebe so vse tiste stvari, ki so nam pomembne v življenju, zaradi te potrebe doživimo občutek motivacije, se pravi, se spodbudimo, da bomo nekaj naredili, sledi neko vedenje in to vedenje je usmerjeno v cilj. Kaj so naše potrebe? Recimo, ena od potreb je potreba po doseganju, potreba po storilnosti, potem potreba po pridobivanju ali pa ohranjanju, da imamo stvari, recimo, da zaslužimo dovolj. Potem potreba po uveljavljanju v družbi, potreba po moči, da sodelujemo oziroma da vodimo, potreba po bližini, po medosebnem kontaktu, potreba po tem, da skrbimo za druge, potreba po tem, da pomagamo drugim ali pa da sprejmemo pomoč. Potreba po spoznavanju, radovednost, potreba po pridobivanju novih informacij, učenju. Se pravi, vse to so potrebe in vse te potrebe spodbujajo različna vedenja. Nekdo se potem giba zato, da bo ostal zdrav, včasih nekdo se bo gibal zato, ker mu je všeč, da ima izoblikovano telo. Nekateri se ukvarjajo športom zato, da se s svojimi dosežki postavijo pred drugimi ali pa s svojim videzom. Ker danes je lepo mišičasto izklesano telo tudi simbol nekega zdravja, pa tudi moči, ne samo fizične, tudi psihične. Torej, nadaljujemo z motivacijo. Motivacija je zelo raziskano področje v psihologiji. Kadar želimo doseči, da ljudje v čim večjem številu sprejmejo aktiven življenjski slog, je treba pogledati razloge, zakaj ljudje telovadijo. S področjem motivacije se ukvarja zelo veliko psihologov. In tako so že leta 1996 v Sloveniji raziskovali razlike med rekreativnimi športniki in med vrhunskimi športniki. In pri rekreativnih športnikih so bili izpostavljeni naslednji in tukaj navedeni motivi, se pravi umik od stresa, krepitev in izboljšanje odnosov, osebno obvladovanje in doseganje višjih svojih potencialov, zmagovanje, včasih tudi za ceno, da pomagamo, da potiska neke osebne limite v stran. Najpomembnejše je bilo v tej raziskavi ljudem izboljšanje odnosov, najmanj pa zmagovanje. V raziskavi leta 2011, sekunda bom šla nazaj, so bili rezultati približno taki, se pravi v nekih 15 letih so se neke spremembe zgodile. Tukaj so pa zmagali motivi po tem, da so želeli si ljudje biti bolj telesno sposobni, bolj zdravi, ostati v formi in se zabavali. Ugotovili so tudi, da so vrhunski športniki bolj storilnostno naravnani, medtem ko je motivacija rekreativnih športnikov bolj naravnana k temu, da se zabava, da se dobro počuti.
Pa poglejmo, kaj so raziskave pokazale, kaj motivira mladostnike. Leta 2012 so raziskali, mislim, da kar par tisoč mladostnikov, ki so poročali, da so jim pa pomembno zdravje, druženje in užitek v druženju, pa tudi to, da razvijajo neke veščine, da razvijajo svoje spretnosti. Na Hrvaškem so leta 2011 izvedli zelo zanimivo raziskavo, kjer so uporabili tudi vprašalnik o motivaciji za vadbo. To je mednarodno priznan in veljaven vprašalnik, kjer so ugotovili, da so najpomembnejši motivi za ljudi, ki se vključijo v neko vadbo, govorimo pa spet o mladih odraslih. Motivi so zdravje, gibljivost, se pravi, biti bolj fleksibilen, moč, osvežitev, se pravi, da se počutijo bolj sveže po vadbi, preprečevanje bolezni, uravnavanje telesne teže, izgleda, zmanjševanje stresa, sprejemanje novih izzivov, uživanje, sodelovanje v skupini, tekmovanje in pa to, da je vadba predpisana na nek način. Zanimivo je bilo tudi to, da so odkrili, da obstajajo neke razlike med spoloma. Ženske predvsem začnejo rekreativno trenirati zaradi zdravja, gibljivosti pa vzdrževanja teže, pa manj jim je pomembna tekmovalnost, moški pa bi radi, njim so pa bolj pomembni motivi, da se jim poveča moč, da so bolj zdravi, pa najmanj jim je všeč to, da je vadba predpisana ali vsiljena od zunaj. In na koncev, kaj so najmotivi za vadbo? To, da je vadba enostavna ali priročna. Ta motiv je na prvem mestu, ko pogledamo skozi vse raziskave. Se pravi, pomanjkanje časa je dostikrat izgovor za nevadbo, zato, če je vadba dostopna, priročna in blizu doma, bodo ljudje bolj motivirani. Potem, da imamo prijatelje, imeti prijatelja, sodelavca, s katerim nekaj počneta skupaj, začneta hoditi, teči, se dobivata in gre se skupaj do fitnesa ali pa fitnes na prostem, to je skoraj vedno uspešna strategija. Naprave, gadgeti ali urice so današnji dan tudi nekaj, kar zelo pozitivno vpliva na vztrajanje. Z uporabo neke naprave za spremljanje telesne pripravljenosti boste bolj pozorni na svoje raven aktivnosti in več in lažje boste vztrajali. Naj bo vadba zabavna in pozitivna. Sploh, če primanjkuje neke pripravljenosti, poživimo rutino. Dolgčas je pogost razlog za opuščanje vadbe, se pravi, ni nujno, da je koristna telesna vadba nekaj dolgočasnega. Posvetite se svojim hobijem, pa občasno malo premešajte, zamešajte, zmešajte vadbo, počnite kaj novega, preizkusite nov šport in s tem se življenje popestri. Na koncu pa je pomembno to, kar tudi že dolgo vemo, da določimo neke posebne osebne cilje. In zanimive so recimo opazovanja inštruktorjev, ki pravijo, ko pridejo starejši ljudje na vadbo, pridejo predvsem zaradi priporočila zdravnika. Mladi bodo pa prišli na vadbo zato, da bodo bolje izgledali. In te besede tudi ponavadi vaditelji kar uspešno uporabljajo in s tem pridobivajo ljudi k vadbi. Se pravi, moramo še enkrat povedati, da je rekreacija po svoji definiciji vadba, ki je namenjena sprostitvi in odmiku od vsakodnevnih skrbi in naj bi delovala razbremenilno. Poglejmo mogoče malo, kaj pa je to motivacija. Kakšne so njene lastnosti. Se pravi, motivacija obstaja tudi v nekih količinskih razsežnostih, pa obstaja predvsem različne kakovosti motivacije. Ko govorimo o količini, gre za to, koliko nekdo doseže. Se pravi, koliko nekdo doseže, zato ker je na določen način motiviran. V drugem primeru, ko govorimo pa o razsežnosti motivacije, nas pa zanima tudi to neko vztrajanje, pozitivno razpoloženje in pozitivne stvari, ki jih vključevanje spodbuja, uživanje pa psihološke in fiziološke prednosti, ki jih šport prinaša. Deci in Ryan sta pojmovanje motivacije še malo razširila in je zelo zanimivo, kako govorita o stanju nemotivacije. Od tega koncepta se bomo kasneje še malo dotaknili, je kar pomembno. Se pravi, lahko je nekdo tudi nemotiviran. Se pravi, dokler človek ne sploh razmišlja o tem, da bi kaj naredil, je to
stanje po resni motivaciji in sploh ne razmišlja o tem, da bi kaj naredil. Tukaj človeka zelo težko spremenimo oziroma pripravimo, da bo nekaj naredil. Potem pa počasi po stopničkah motivacije napredujejo preko motivacije zunanjega nadzora, se pravi, ko se nam zdi, da zaradi nekih zunanjih prisil telovadimo, se pravi, tipična je primer za to je, ko nas nekaj boli, bomo šli k fizioterapeutu, nam bo predpisal vaje in bomo zelo pridno delali, zato ker nas od zunaj nekdo spodbuja in gleda, ko pa se doma spravimo k vajam ali potem, ko se konča fizioterapija, pa te vaje največkrat opustimo. Naslednja stopnja je ponotranjen nadzor. Pravi, mi smo že nekomu smo obljubili, da bomo nekaj delali in zato nekaj počnemo, potem sprejmemo nadzor, se pravi, sami sebi rečemo, to delam zato, da mi bo jutri boljše, in šele na koncu pride notranja motivacija oziroma notranji nadzor, ko nekaj počnemo samo zato, ker je to fajn in ker nam to veliko pomeni in nas ne zanimajo nobeni zunanji faktorji. Največkrat pa seveda omenjamo notranjo in zunanjo motivacijo. Torej, ko govorimo o notranji motivaciji, je to izključno uživanje in zadovoljstvo. Se pravi, notranji motivirani v športu uživajo zaradi športa samega, zaradi uživanja v aktivnostih, ker je to njihova osebna izbira, nekih pozitivnih občutkov, ki jih oni občutijo, ker so se zlili z dogajanjem. Večinoma verjamejo, da so oni sami vzrok za to, da so vključeni v šport. Za take športnike oziroma rekreativce je značilno to, da so na nalogo zelo osredotočeni, malo je nihanja, seveda vedno je nekaj, pa ga je zelo malo, pozornost je sfokusirana na nalogo in jih ne morejo stvari odkreniti, recimo povabilo na večerno, da ne rečem kaj, ali pa v kino namesto vadbe, oni bodo zavezani svoji vadbi in čutijo manj stresa, ko naredijo napako, recimo, da spustijo kakšen trening zaradi nekih nepredvidljivih dogodkov ali pa da je trening narejen slabše, jim to jih ne bo ustavilo, jih ne bo zabremzalo, ne bodo čutili stresa, ali pa če ne napredujejo mogoče v nekem času, bodo vztrajali v tem gibanju, zato ker uživajo. Potem pa, ko govorimo o zunanji motivaciji, za zunanjo motivacijo so pa značilne to, da smo motivirani zaradi nekih nagrad ali pa celo dobička, lahko izvira tudi iz okolja, malo se spomnimo, kaj sta Deci pa Ryan rekla, se pravi, lahko je nekdo nam nekaj rekel, da moramo delati, pa bomo to zaradi nekega občutka, da ne bomo razočarali drugih, vseeno počeli. Na koncu so seveda tudi še nagrade, mogoče kakšen dobiček, šolnina, denar, in tako motivirani športniki se osredotočajo predvsem na rezultat. Se pravi, notranja motivacija osredotočena na uživanje, zadovoljstvo in osredotočenost, zunanja pa bolj na zunanje stvari, kot so nagrade iz okolja, da nekoga ne želimo razočarati, in nagrade kot posledica, da smo nekaj naredili. Tako usmerjeni športnike zanima rezultat, se pravi, treniram zato, da si pozdravim koleno, vadim zato, da shujšam, to tudi v rekreaciji, to pomeni samo rezultat. In kako naj bi se zdaj ljudje motivirali? Se pravi, poskusimo našo motivacijo prenesti na noter, da bomo čim bolj notranji motivirani, in o tem govorijo incentivi. To je taka lepa beseda za privlačne cilje. Se pravi, v katero smer razmišljati, kako se lotiti, da bomo mi notranje motivirani, in tukaj nam pomaga predlog Tušek, ki ste ga pripravila Tušek že več kot 20 let nazaj, pa še vedno drži. Se pravi, prvi od teh notranjih motivov je popolnost, se pravi, biti v nečem dober, narediti nekaj popolno. Drugega imenujemo moč, se pravi, možnost, da kontroliramo in spreminjamo mnenja in stališče drugih do sebe. Dokažemo se trenerju, dokažemo se sotekmovalcem, staršem, partnerjem. Tretji je vznemirjenje. Vznemirjenje, ko smo nekaj doživeli, ko imamo neko izkušnjo, ko nas nekaj zanima, ko nas neka novost privlači, ali pa ko v nečem, ko skozi nek proces, ko gremo, da nas to polni z nekim vznemirjenjem.
Potem neodvisnost, da naredimo nekaj samostojno, brez nasvetov in brez kritiziranja. Neodvisnost, to je motivacija, da naredimo nekaj sami od sebe, samostojno, brez drugih. Uspeh, da dosežemo nek status, prestiž, da nas odobravajo, se pravi socialno odobravanje dosežka. Agresija, se pravi neka dominacija, da nekoga premagamo v vsem tem pozitivnem pomenu besede, da nekoga premagamo, dokažemo nekomu, pa tudi sebi, da smo boljši, in na koncu še druženje oziroma združevanje, da skozi šport, skozi rekreacijo pridobivamo fine, prijetne, tople medosebne odnose. Eno pomembno mesto, od 8. oziroma naslednje mesto, pa eno zelo pomembnih, je pa ta potreba po uživanju in zabavi. To je potreba, ki jo strokovno imenujemo potreba po doživetjih, po aktivaciji. V tej potrebi prepoznamo človeško potrebo po tem, da se imamo fino in da se zabavamo. Kadar je nivo aktivacije prenizek, iščemo stimulacijo, največkrat v obliku dražljajev, ki so nam všeč. To pomeni, iščemo vir zabave. In tako slišimo dostikrat od športnikov, da so imeli nastop, na kateri so se zabavali in posledično dosegli dober rezultat. To ne pomeni zabavati se v čisto vsakdanjem pomenu besede, ampak bolj o tem, da smo se imeli fino, zato ker smo imeli večjo mero aktivacije in nekih dražljajev. Po drugi strani je včasih lahko aktivacije preveč, takrat reagiramo s strahom in tesnobo ter poskušamo to količino doživeti zmanjšati. To pomeni, da ljudje potrebujemo nek optimalni nivo aktivacije. In zavedati se moramo, da se ljudje, glede na to, kakšen je ta naš optimalni nivo, zelo razlikujemo, ne samo med sabo, ampak tudi znotraj sebe. Se pravi, skozi dan potrebujemo različne količine aktivacije, da čutimo, da se pri nečem zabavamo. Tako da, ko planiramo trening, ko načrtujemo vadbo, vztrajanje v vadbi in redno vadbo, poskusajmo si dozirati točno toliko aktivacije, kot jo potrebujemo, da se imamo še fino, da se zabavamo. Včasih se zapletemo tudi v to, da se nam zdi, da nismo motivirani, pa nas je v resnici strah. Takrat, kadar nas je strah, menimo, da v situaciji nimamo kontrole, in takrat lahko na zunaj to izgleda, kot da smo nemotivirani. Torej, kako jo ločiti in zakaj jo zamenjujemo? Znaki strahu, izogibanja in negotovosti so taki kot znaki dolgčasa. Zehanje in kašljanje, poročanje o bolečini. Tako da bodimo pozorni na te naše znake in jih pravočasno zaznajmo, in umestimo v pravi predalček, ali nas je strah, ali je preveč aktivacije in nismo več v svoji coni udobja, ali pa gre za neko nemotiviranost in je treba poiskati nekaj novega. Kako ohraniti ali zvišati notranjo motivacijo? Tukaj bomo pogledali skozi oči učitelja oziroma voditelja. Vedno lahko na drugega človeka, pa tudi sami nase, vplivamo skozi neka vedenja. Se pravi, lahko so vedenja nebesedna, spodbuda po ustreznem vedenju, z nebesednimi gestami, prikimamo, pomežiknemo, pozornost namenimo. Se pravi, spodbudimo nekoga, da je bilo nekaj, označimo, da je bilo nekaj v redu. To je dobro tudi včasih narediti samemu sebi. Kot učitelji je pomembno, da zaznamo, kako so posamezniki doprinesli k rezultatu ali pa k treningu, in s tem ga pozitivno okrepimo in priznamo, da ima človek neke sposobnosti. Potem učitelji naj skupaj s športniki postavljajo individualne in skupinske cilje, ki so izzivalni in realni. To jim omogoči, da izkusijo kompetentnost in uspeh zaradi lastnih spretnosti, dobijo občutek, da imajo svoje vedenje in svoje sposobnosti pod nadzorom. In tako se poveča verjetnost, da bo nekdo vztrajal v športu. Naša motivacija je torej nekaj zelo kompleksnega. Kot smo že prej omenili, da motivacijo spodbujajo neke naše potrebe. Zato bi rada na kratko razložila, kaj so te človeške potrebe. Zato bomo uporabili Maslowovo hierarhijo potreb. Jaz mislim, da ste to že slišali, je pa taka zelo enostavna in lahko razumljiva vizualizacija tega,
kaj naše potrebe sploh so. Pri odraslem je torej motivacija nekaj kompleksnega in je usmerjena bolj na socialne motive. Se pravi, za nas je pomembno druženje, dokazovanje, pripadanje. Višje potrebe, jih bomo potem našteli, katere so, se pojavijo šele takrat, ko so nižje potrebe zadovoljene in s tem postanejo neaktivne. Občutek pomanjkanja, se pravi, da nekaj rabimo, ta občutek, da nam nekaj manjka, je tem večji, čim nižje oziroma bolj temeljna je ta potreba, in obratno, občutek zadovoljstva, ko smo nekaj dosegli, je večji, če smo zadovoljevali neko višjo potrebo. Doseganje športnega rezultata v tem primeru spada med te višje potrebe in zato, da ga bomo hoteli sploh dosegati, je pomembno, da ima športnik zagotovljene vse temeljne potrebe. Takole, če pogledamo, ta piramida je razporejena, se pravi, spodaj so te temeljne potrebe, sem spadajo fiziološke potrebe, naslednje stopničko zavzemajo potrebe po varnosti, tako telesni kot tudi čustveni, potem potreba po pripadnosti in ljubezni, po spoštovanju in na vrhu je tako imenovana potreba po samoaktualizaciji, v katero spada vadba in športni rezultat. S tem, da zanimivo je, da po vsej verjetnosti gibanje spada pa v prvo med fiziološke potrebe. Se pravi, tukaj skačemo med temeljno potrebo, se pravi, da se gibamo, da smo razgibani, no, te višje potrebe po neki samoaktualizaciji, potem, da se dokazujemo skozi gibanje in šport. In ker se večkrat ustavimo pri tem, kako se spraviti v gibanje, bom predstavila še tehniko motivacijskega intervjuja, ker to je taka prijetna metoda, ki je usmerjena na to, da raziskujemo notranjo motivacijo in tako imenovano ambivalenco, se pravi neko razpetost med to, da nekaj želim spremeniti, pa kaj naredim za to, da se bomo spremenili. Se pravi, bolj kot neko dodajanje nasvetov ali pa branje nasvetov, zakaj bi šli v vadbo, bolj je pomembno, da poiščemo, kaj je tisto, kako mi lahko naredimo neko spremembo. Se pravi, prvi korak je raziskovanje vrednot. Kaj nam je pomembno, da si mi za to želimo, da se bomo mi do nečesa prizadevali. Pravi, če nekomu ni pomembno, recimo lepo telo, se za to ne bo prizadeval. Mogoče mu je pa pomembno zdravje, ker je ena takih temeljnih vrednot, in mogoče bomo pa, ko bomo pogledali ta razkorak med vrednoto in med tem, kaj si želimo in kakšno je trenutno stanje, bomo lahko skozi to vrednoto poiskali pot do motivacije za gibanje. Se pravi, v drugem koraku pogledamo, če obstaja razkorak med trenutnim vedenjem in vrednotami, dolgoročnimi oziroma temeljnimi vrednotami, in potem poiščemo ta neujemanja. Recimo nekdo se nezdravo prehranjuje, čeprav je njegova vrednota zdravje. In potem, če je ta razkorak velik, lahko poiščemo ta neujemanja in skozi ta neujemanja pogledamo v prihodnost. Se pravi, kaj nam pomeni, če situacija ostane nespremenjena. Kaj je najslabše, kar se lahko zgodi, če nič ne spremenimo, in kaj je najboljše, kakšne so lahko te spremembe, oziroma kako bomo videli te spremembe mogoče čez 2 leti. In kaj vas morda skrbi, se pravi, kaj skrbi človeka, ki ne živi v skladu s svojimi vrednotami, oziroma kaj mu je fino, ko živi v skladu s svojimi vrednotami. Kaj boste naredili? In kaj bo, če se situacija spremeni? Se pravi, mi poskusimo raziskati vrednote, kaj je človeku pomembno. Mogoče sem še to prej pozabila povedati, da so vrednote jasne predstave o tem, kaj je za posameznika vredno in zakaj si bo prizadeval in kaj imenuje kot dobro, kaj dojema kot dobro. Se pravi, v motivacijskem intervjuju najprej raziščemo vrednote, potem poiščemo neujemanja med vrednotami pa trenutnim stanjem in potem poskušamo napeljati človeka, da si predstavlja, kako bo to v prihodnosti. Se pravi, kaj če se situacija spremeni. Torej, direktno prepričevanje ni učinkovito in tipično povzroči odpor. Je pa učinkovito, da usmerimo samega sebe oziroma našega človeka, s katerim se pogovarjamo o motivaciji, da občuti, ali problem obstaja. Se pravi, če ima občutek, da problem ne obstaja, je vse
za manj, bomo kontraproduktivni. To je to prvo stanje na tem slajdu, na tem prosojnici se vidimo 6 stadijev, skozi katere vsak od nas večkrat gre. Se pravi, prvo je stanje brez namena in kakršnikoli poskusi, da bi človeka potisnili v spremembo, bodo bolj dosegli nasprotno, se pravi, se lahko poveča neka verbalna taka agresija, celo sovražnost in človek bo zavzel še bolj rigidno stališče do svojega stanja, ker bo imel občutek, da se mora braniti in se mora opravičevati. Se pravi, ambivalenco vidimo kot glavno oviro na poti k spremembi in zato, da bomo mi to ambivalenco premagali, si moramo vzeti čas. Se pravi, ne hitimo, ampak si vzamemo čas, da poslušamo, recimo, če vodimo intervju s kom drugim, poslušamo človeka, če poslušamo sami s sabo, raziskovati naše vrednote, vzemo si za to fazo precej časa. Vedno je odgovornost za doseganje spremembe na strani rekreativca oziroma druge osebe in ne na strani tistega, ki vodi intervju ali pa recimo na strani trenerja. Trener je zato, da opazuje in usmerja človeka proti pravemu cilju, da spodbudi vedenje, da označi dobro vedenje, a ne kakršnakoli odgovornost za spremembo pa je na strani osebe. Spravi, motivacijski intervju je tak okvir, s katerim trener športniku pomaga razrešiti kakšne neodločenosti. Se pravi, v prvem stadiju brez namena se ne da ničesar narediti, tudi ni dobro, da poskusamo. Ta zavest, da je pa potrebna sprememba, se pa začne oblikovati v drugem stadiju, to je stadij oblikovanja namena. Tako lepo zveneče se imenuje to stadij kontemplacije. Se pravi, mi razmišljamo, da moramo nekaj spremeniti ali pa se sprašujemo, ali bi mogoče nekaj spremeniti. Do sprememb v vedenju še ne prihaja, vse se dogaja v nekem bolj miselnem nivoju. V tretjem stadiju, stadiju priprave, pa se že začnejo neke tudi vedenjske spremembe, se pravi, povprašamo koga, kako mu je na tistem športu, kamor hodi na vadbi, kaj prebere, ali pa začne drugim oznanjati nek svoj namen, da bo nekaj spremenil. Do bistvene spremembe pride v stadiju akcije, se pravi, se že preizkuša nova vedenja, ima že neke informacije, se že pogovoril s strokovnjaki in mogoče celo začne že kakšne vadbe preizkušati, gre na kakšno poskusno uro. V petem stadiju pa postane gibanje stalnica, se pravi udeleževanje vadbe, redno obiskovanje srečanj in tako naprej. Vsak od nas se vedno lahko vrne v ta stadij recidiva oziroma stadija vrnitve na staro vedenje. Neka prejšnji problemi in prejšnja neučinkovita vedenja se vrnejo. Če se slučajno to zgodi, je zelo fino, da se čim prej znajdemo v stadiju priprave ali pa vsaj v stadiju oblikovanja namena, se pravi, da poskušamo spet vstopiti v ta krog, ker samo to je cilj, da se vedno znova in znova vrnemo v to, da vzdržujemo neke nove navade. In potem, ko smo recimo se že izbrali, da se bomo odločili, da se bomo gibali, nam pride prav poznavanje 3 tipov motivov za gibanje, ki jih je predstavil Gavin. Pravi, da so to telesni, psihološki in socialni motiv. Se pravi, te 3 vidiki nas bodo, skozi te 3 vidike lahko prepoznamo, katera vadba je za nas dobra in kaj nas motivira in tudi, kako bomo mi potem te koristne navade obdržali. Se pravi, redna vadba je v resnici res nek dolgoročen projekt, ne moremo na hitrico doseči nobene spremembe. Dobro, če se vrnemo na te tipe motivacije oziroma tipi motivov za gibanje, telesni motivi so usmerjeni, kot beseda sama pove, na oblikovanje telesa, razvijanje in krepitev mišic, pozornost je usmerjena na te neke dobre občutke, na spreminjanje v telesnih proporcijah, ta občutek, da se segrejemo, pa tudi potem, ko smo recimo utrujeni, bolje spimo in vse te telesne pozitivne učinke vadbe. Ko govorimo o psiholoških motivih, to so motivi, ki so pomembni za vzdrževanje pa vztrajanje v vadbi. Se pravi, športnik se po vadbi počuti bolj
bolj fino, prijetneje ali pa bolj sproščen, izboljša se njegova samopodoba, posledično zaradi boljšega počutja v lastnem telesu in občutki te fizične kompetentnosti, da nekaj zmoremo. Potem so pa še socialni motivi. To so pa tisti tipi ljudi, ki lažje vadijo v skupini. Recimo samoten večerni tek, ki jih nikakor ne, jih spravi v stisko in lažje vadijo v skupini in obratno. Nekdo, ki ne mara skupine, bo lažje bo bolj ustrezal nek samoten sprehod ali pa večerni tek, ko bo lahko premleval svoje ideje ali pa plaval v bazenu ali pa ob mirni glasbi delal jogo. Pravi, nekateri so bolj za skupino naravnani, pa ti tudi rajši tekmujejo, tisti drugi pa se bolj vidijo ali pa čutijo, da jih vleče ta samotnost, ki ga nek cikličen šport tudi nudi. Pravi, kateri je pa najbližje vama, nekateri od teh vidikov je vaš, se pravi, kje se najdete, kaj je tisto, kar je vam pomembno. Še enkrat, ker je ta redna vadba dolgoročen projekt, bomo dosegli cilje, če jih bomo dosegali enega za drugim in potem kar naenkrat, korak za korakom, z majhnimi in postopnimi premiki, začnemo uživati v vadbi, ugotovimo, da je vadba postala del našega življenja, da so te neke male zmage, ki nas razveseljujejo, in potem neka začetniška želja, da bomo pozitivno vplivali na svoje telo ali pa da bomo lepše izgledali, postane manj pomemben motiv in bolj pomembni postanejo te neki notranji vzgibi, da uživamo v vadbi in potem motivirati se za vadbo ne predstavlja več takih težav. Torej, to so neka vodila, kakšen tip vadbe izbrati. Nekateri so bolj odprti na ven, potrebujejo družbo drugih ljudi, nekateri so bolj zaprti in se raje posvečajo sebi, svojim občutkom in premlevajo svoje ideje. Evo, namesto odmora vas vabim, da na povezavah izpolnite ta vprašalnik, Gavino vprašalnik motivacije za gibanje. Točkovanje je enostavno, pri vsakem od področji motivacije preštejte število točk, več ko imate točk, bolj ste motivirani. In ker smo danes govorili tudi o stresu kot o pomembnem dejavniku, sem vam pripravila pa še vprašalnik zaznavanja stresa. Zelo kratek vprašalnik, kjer v parih točkah skozi par postavk lahko zmerite, spet samo seštejete število točk in lahko ugotovite, ali zaznavate svoj stres zelo visoko ali ne. Dobro, po kratki pavzi nadaljujemo z postavljanjem ciljev in vlogo povratne informacije v športu in športni rekreaciji. Postavljanje ciljev je ena izmed najpomembnejših aktivnosti, ko se želimo motivirati za trening, saj v skladu s tem, kakšne imamo cilje, določimo potem naše vedenje. Ti cilji naj bodo vedno večstopenjski, dnevni, tedenski, mesečni, sezonski, večletni in ob tem seveda ne pozabimo tudi predstavljati si svojega sanjskega življenjskega cilja. Pomembno je, da si postavimo take cilje, ki ustrezajo našim potrebam. Torej, raziskave kažejo, da ustrezno težki, a specifični oziroma točno določeni cilji vodijo k izboljšanju motivacije in izboljšanju predanosti vadbi in posledično hitrejše in lažje doseganje posameznih ciljev. Druge pomembne značilnosti ciljev pa so tako imenovani SMART cilji, tak angleški akronim, ki pomeni biti pameten. Cilji naj bi bili, se pravi, specifični oziroma jasni in natančno opredeljeni, merljivi, se pravi, da mi uporabljamo neke merljive kazalce, postati boljši, tega ne moremo meriti, ne? Lahko pa zmerimo recimo to, da bomo naredili 10.000 korakov na dan. Se pravi, zberemo take kazalce, ki jih lahko zelo jasno štejemo ali merimo.
Če se vrnem zdaj k specifičnosti cilja, se pravi, kako ga jasno opredelimo tako, da res jasno povemo, kaj hočemo. Pri tem si pomagamo z temi klasičnimi vprašanji, kdo, kaj, kje, kakšen in koliko. Ko odgovorimo na ta vprašanje, bo naš cilj zagotovo zelo jasno opredeljen. Cilj naj bo tudi atraktiven oziroma dosegljiv in ustrezno težak. Ali imamo dovolj sposobnosti, znanja, možnosti, virov, se pravi, kako bomo mi ta cilj dosegli. Ali mi temu cilju lahko damo neko visoko prioriteto. A imamo čas, da se bomo temu cilju posvetili. Če bi si nekdo želel preteči maraton, pa ima ob tem zelo zahtevno službo, pa še veliko družino, mogoče ni časa, ali pa bi bilo preveč časa treba iz drugih stvari vzeti. Tako da dajmo pogledati, ali je cilj dovolj privlačen, atraktiven in ustrezno težak. Četrti pogled je, ali je cilj relevanten, se pravi, ali se za uresničitev tega cilja res splača potruditi. Se pravi, če je nekaj nerealistično in previsoko, se ne bomo dolgo časa trudili, da ga dosežemo. Torej, pri doseganju se moramo majčkeno potruditi, ne sme biti pa cilj čisto popolnoma nemogoč. Se pravi, a je realistično, da si zastavite nek cilj, ki ga boste poskušali doseči, imate pa še neke druge stvari, ki vas zanimajo v življenju. Da lahko je dosegljiv cilj, ampak nerealen, če ugotovimo, da zanj recimo nimamo dovolj časa. Ali pa tudi volje. Torej, relevanten cilj je tisti, za katerega se nam splača potruditi. In potem imamo še časovni pogled, se pravi, da imamo nek končni rok, se pravi, zelo natančno opredeljen in pomemben cilj bo verjetno ostal samo na papirju oziroma v naših sanjah, če ne bomo postavili časovnega roka oziroma časa, v katerem bomo ta cilj dosegli. Recimo, vemo, da študenti, ki imajo za narediti 3 seminarske naloge v enem mesecu, naredijo več kot tisti, ki imajo 3 seminarske naloge in zanje pol leta časa. Tako da, ko si postavimo neke časovne okvire, je večja verjetnost, da bomo se k cilju gibali. Ob tem pa je treba še poudariti to, da je zelo pomembno, da imamo neke sprotne povratne informacije o tem, a smo uspešni ali ne, to gre v sklopu merljivosti skupaj, in da se tudi malo nagradimo oziroma pri tem doseganju cilja sodelujemo, ker ljudje smo zelo socialna bitja in radi delamo stvari v skupini. Glavno vodilo pa je, da naj bo ta naš cilj, naj ne bo izvor nekega konflikta in stresa, ampak naj bo naš cilj vir zadovoljstva in pozitiven. Torej, zlotimo se tehnike postavljanja ciljev. Za začetek si zamislite vaš cilj. Lahko je to nek kratkoročen cilj, cilj za to sezono ali pa za neko obdobje ali pa ne vem, do konca tega leta. Ko imate cilj izbran, recimo, da je ta cilj, da pretečete 5 kilometrov ali pa 10, je fajn, da pogledamo, a imamo mi vire za to, a imamo kakšne prednosti, ki nas bodo mogoče malo potisnile bolj v to smer. Recimo, imamo že na voljo opremo, živimo v kraju, kjer je veliko tekačev ali pa imamo v bližini tekaško skupino, imamo že neke tekaške izkušnje. Se pravi, to bi bile naše prednosti, kaj bi bile pa potem moje slabosti, bi pa lahko bile, da imam res trenutno odprtih še 5 projektov in da ne vem, če imam dovolj časa, ali pa moja slabost je lahko, da imam slabo tehniko, pa vem, da moram res počasi začeti in da sem nagnjena k temu, da bi začela stvari prehitro, tako da moram prav zapisati, da počasi in najprej delati na tehniki. Smo se že malo dotaknili tudi naslednjega izhodišča pri tej tehniki, kaj je tisto, kar si želim izboljšati, ali hitrost, tehniko, recimo, če govorimo o teku. Mogoče je treba kakšne tekaške vaje vključiti noter. Sprav s tem že jaz moje vznemirjenje nekako hranim, me že bolj zanima, kako mi bo to uspelo ali mi ne bo. Potem je cilje treba zelo konkretno napisati, recimo, a bom pretekla, recimo, da hočem preteči 10 kilometrov, moram najprej preteči 5, pa moram najprej preteči 2, potem si dam neke časovne, recimo, da hočem teči 10 kilometrov v 1 uri, se pravi, si dam cilj, da
pretečem 5 kilometrov čez 8 tednov v majčkeno boljše kot v 30 minutah. Napišem te vmesne cilje, potem določim strategije, v tem primeru bi bil to nek tekaški program, ki bi me usmerjal iz tedna v teden skozi določene zahteve, mogoče kakšne zanimive treninge, razvijanje teh mojih sposobnosti in, ko smo že prej rekli, tudi datum je treba določiti. In ob tem je fajn, da si ves čas malo preverjam, kako se počutim v zvezi s tem ciljem. A je to res nekaj, kar si želim? A je to res v meni, mi bo to nudilo nek užitek in zadovoljstvo? Ali je to samo nekaj, kar bi jaz rada dosegla zato, da bom dokazala tamle sosedu, ki tudi teče, da tudi jaz zmorem? Potem, kako bom jaz vedela, da bom cilj dosegla? To se tudi fajn vprašati. Kako se bom počutila? Kako bom jaz to opazila? Včasih pozabimo, ko potujemo proti cilju, da smo ogromno stvari že naredili in ves čas se nam zdi, da je samo cilj pred nami, pozabljamo pa na pot, ki smo jo že naredili. Pravi, kaj bom jaz doživela, kako bom jaz videla, da sem cilj že dosegla. Včasih se zgodi tudi to, da ko takole pišemo cilje, ugotovimo, da niso to naši cilji in da je mogoče bolje, če ostane stanje nespremenjeno. Se pravi, kakšno ceno v narekovajih bom plačala, če cilj dosežem oziroma če ga ne dosežem. Kako bo šlo naprej, če ničesar ne spremenim? Mogoče je moje zdravje nujno potrebuje nekaj več gibanja. Se pravi, če ničesar ne spremenim, moje zdravje bo vedno bolj pešalo, tudi vedno starejši postajamo. Torej, nujno je, da je treba nekaj v bodočnosti spremeniti. Kakšne vire potrebujem? Zase vem, da potrebujem skupino, da potrebujem podporo družine in da mi zelo veliko pomeni, če se lahko z nekom dogovorim. Se pravi, da imam jaz te vire na voljo oziroma, če jih nimam, da jih poiščem. Torej, kaj se bo zgodilo, ko bom jaz na poti? In kakšni so moji koraki? Prvi korak, drugi korak. Ni treba čisto vseh korakov določiti, ampak prva 2 koraka je pa vseeno zelo fino imeti napisano. In potem pridemo do naslednje točke, da je to, ko smo mi napisali cilje, napisali korake, da je to pravzaprav povratna informacija. In povratna informacija je tisto, ki služi kot nagrada, kot motivacija za to, da vztrajam v neki spremembi. Fino je, da je objektivna, se pravi nekaj merljivega, nekaj, kar lahko preštejem, ker to zelo pozitivno vpliva na motivacijo. Včasih je informacija tudi negativna, v bistvu kritika, ko nekaj načrtujem, pa tega ne dosežem. Ampak tudi to v tem primeru, če je usmerjena ta kritika, negativna informacija na moja dejanja, na moje vedenje, imela sem plan 10 treningov, sem jih naredila 5, to je kritika, ampak če je usmerjena na moje vedenja, je to nekaj, kar jaz lahko spremenim, izboljšam, popravim in s tem spet namenjena, da bom jaz napredovala, da se bom izboljšala. In s temi povratnimi informacijami v mislih vas bom spodbudila, da začnete analizirati svoje treninge, svoje nastope, svoje cilje. Ker z analizo povečamo naše zavedanje. Zavedanje je prvi korak, s katerim pridobimo kontrolo, pridobimo nadzor nad katerokoli nastalo situacijo. Vedno s pomočjo analize lažje prepoznamo nek kontrast med idealnim in trenutnim stanjem. Pravi, kje so moje želje, kje so moje vrednote in kaj ta trenutek počnem s tem, kar imam in kar si želim. Se pravi, če imamo načrt, s katerim bomo postopoma prišli iz trenutne točke do željene, nam analiza lahko pomaga, da nam bo ta pot bolj gladko tekla. In recimo tukaj je primer enega zapisa, analize, nekega športnega dnevnika, in ker mi s tem, ko pišemo dnevnik in dnevno zapisujemo dogodke, ki so za nas pomembni oziroma so namenjeni temu, da smo na pravi poti usmerjeni proti cilju, bomo lažje spremljali svoje stanje, ki pravzaprav smo. Pravi, kako bi tak zapis lahko delali, tukaj je ena od idej, vedno probamo najprej oceniti dan v celoti, kjer je 1 slabo, 10 odlično, 5 pa je 1 vmesna ocena. In potem probamo tudi v 2 ali 3 besedah razložiti, zakaj smo mi ta dan ocenili. Recimo, jaz bi današnji dan ocenila z 1 petko, ker sem se gibala,
sem bila na sprehodu, ampak imela sem pa v načrtu en srednje dolgi tek in zato ne bom jih dala 10, bil pa je dan kar lepo zapolnjen in tudi gibalno produktiven. Potem, kako bi ocenila svoje dejavnosti, spet lahko sem naredila super trening, ali pa trening po planu, ampak nekako nisem bila zadovoljna s tem treningom, bom tudi mogoče potem malo slabše ocenila svojo dejavnost. Bodo pa kakšni dnevi, ko mogoče, če se spomnim kakšnega dneva iz prejšnjega tedna, ko ni bilo nekega plana, ampak je dan bil krasen in za vse moje dejavnosti si sledile in ena drugo spodbujale in je bilo na koncu da je bilo na koncu koncev nepričakovano fino. In spet napišem neko kratko razlago. Potem pa pogledam še svojo aktivacijo skozi dan, ker smo rekli, da skozi dan tudi lahko aktivacija zelo niha od minimalne pa do optimalne in si izberemo par točk v dnevu, ko mi svojo aktivacijo zmerimo. Potem del analize lahko vsebuje tudi odgovore na tale naslednja vprašanja, spravi, kaj mi je povzročalo stres, kaj je motilo oziroma dvigovalo mojo aktivacijo, kakšne so bile moje misli in moj samogovor, kakšne so bile občutki v telesu in kako sem opazila to napetost, ki se je pojavljala. Potem sem uporabila kakšne tehnike psihološke. Vedno se vprašamo tudi, kaj je bilo pa danes prijetnega, pozitivnega. In včasih se v dnevu tudi kaj naučimo, kar ne smemo v narekovajih pozabiti vnaprej in tudi to je fajn zapisati v naš športni dnevnik. Se pravi, kaj sem se danes naučila, da bi lahko jaz to uporabila v prihodnosti. Prednosti pisanja takega dnevnika so, se pravi, da se bolj zavedamo naših vsakodnevnih dejavnosti, da smo bolj pozitivno naravnani okrog tega načrtovanja, bolj prepoznamo svoje počutje in svoje razmišljanje. Potem lahko primerjamo se samim seboj, se nam ni treba več primerjati z okolico, pa z isto starimi ali pa mlajšimi od sebe, ampak lahko primerjamo samega sebe skozi različna obdobja. Lahko primerjamo se skozi mesec, skozi leto, lahko pogledamo, kaj počnem februarja letos v primerjavi s tem, kar sem počela februarja lani. Te spomini so tudi zelo natančno shranjeni in tako lahko zelo dobro vidimo, kaj smo delali, na kaj smo se usmerjali in kakšen rezultat smo dosegli. Z dnevnikom tudi spremljamo počutje oziroma utrujenost. Znake utrujenosti lahko bolj jasno prepoznamo in s tem tudi pravočasno lahko zaznamo, ali smo preutrujenosti, preobremenjeni ali celo izgoreli. Včasih kakšne probleme rešimo zelo gladko in je fajn si zapomniti, kako smo jih, da bomo lahko to tehniko uporabili tudi v prihodnosti. Enako velja za različne psihološke tehnike. In na koncu koncev, tudi če zapisujemo vadbo sproti, ko recimo treniramo v skupini, lahko potem v naslednji sezoni poskusimo trenirati po zapisanih treningih. Tako da, evo, ponovno probajmo narediti eno vajo, izdelajmo načrt, kako bi spodbudili prijatelja k bolj aktivni udeležbi v vaši skupini, tekaški ali joga skupini, ali pa mogoče enostavno k obisku zobozdravnika. Dajmo poskusiti uporabiti znanja iz motivacije in iz tehnike postavljanja ciljev. Se pravi, kako bi z našim prijateljem govorili, da bi ga spodbudili. Najprej, prvi korak, pogledamo, kaj so njegove vrednote. Recimo, da so njegove vrednote zdravje. Zdravje je mogoče ena res najbolj temeljnih vrednot. In zaradi to, ker bi rad bil bolj zdrav, recimo, da je celo bil pri zdravniku, pa da se bo malo zmerili, maščobe, holesterol, podobne nesrečne meritve, dajva mogoče pogledati, kako bi on lahko se lotil, da bi 2-krat na teden pa z nami se nam pridružil pri teku po lokalnem parku. Se pravi, zberemo en specifičen cilj, 2-krat na teden teči z mano, merljiv cilj, tekla bova po 25 minut, potem cilji bodo atraktivni, lepi, tekla bova skupaj, imela se bova fino, cilji bodo realistični, ker se ne bova zadala nekih visokih tekmovalnih načrtov, ampak bo predvsem to, da bova recimo naredila 50 treningov. To se lepo sliši, da bomo nekoč imeli pa v dnevniku napisanih 50
treningov. In seveda tudi, koliko časa nam bo to vzelo. Prav 50 treningov 2-krat na teden, to je kar 1 leto pred nami, takega rednega, vztrajnega gibanja. In te vam mogoče, jaz bi predlagala prijatelju, da zapisuje vadbe, ali pa mogoče da ima na telefonu, ali pa na kakšno pametno uro, kjer mu lahko že sodobna tehnologija pomaga, da na nek način svoj dnevnik beleži. Če pa v aplikacijo noto piše še par besed o tem, kako se je po vadbi počutil, pa kaj je doživel, pa kaj se je naučil, današnji dan, pa jaz mislim, da se je zelo veliko naučil in da bo zagotovo čez nekaj mesecev ugotovil, da ne more brez tega, kar počne. Tako da, hvala vsem za poslušanje in potrpežljivost do konca. Upam, da ste pridobili kaj zase. Kaj sem hotela poudariti? Hotela sem poudariti to, da je pri vztrajanju v vadbi res pomembno to, da smo realistični, da obstajajo tehnike in strategije, s katerimi lahko izboljšamo možnosti, da bomo v vadbi vztrajali. Kaj pa je za vas pomembno? Mogoče na list papirja zapišite, kaj pa je tisto, kar ste iz tega predavanja dobili zase. Povabljeni k temu, da vprašanja pošljete v aplikaciji ali pa preko kakšnega drugega kanala. In upam, da se kdaj vidimo tudi v živo, ko boste motivirani in veseli in zadovoljni sami s sabo in svojim mentalnim in telesnim zdravjem. Hvala, nasvidenje.